Lahko na full. Bom šel pa na full. 190, 200. But I don't care about the top speed. I care about corners. Corners, ja! Ok, folk, a smo pripravljeni na GTI-ja. Zdaj, za začetek, lokacija boljša ne bi mogla biti. Kar vidiš za mano je Volkswagenov Autostadt. Ene vrste avtomobilski doživljajski park, v katerem se Volkswagen poklon avtomobilu. Tam ne najdeš samo Volkswagenov pa avtomobilov, ki so tako ali pa drugače s tem koncernom povezani. Najdeš avtomobile več kot 60 različnih avtomobilskih znamk. Dejansko gre za poklon avtomobilu na splošno. Bolj v osrčju Volkswagenovega doma sploh ne moreš biti. Na moji drugi strani, ja, to je pa GTI. In to je avto, zaradi katerega sem prišel v Wolfsburg. Pa da ne bomo na pamet, ne? Koliko ti veš o GTI-jevih začetkih? A zgodbo v čista prvem poznaš? Ki je bil narejen praktično na skrivaj. Nekaj inženirjev ga je zasnovalo v prostem času, praktično ob vikendih. Če se ne motim, je bilo tudi tam leta 74-75, planirali so, da jih bojo prodali ne 5000. Sam so se... Ful so se zmotili. Ja, zato, ker so jih v resnici prodali 461 690. No, Volkswagen je potem za prvim naredil še 6 drugih generacij GTI-jev, torej skupno 7. In do danes, do prihoda te novega osmice, so jih predali več kot 2,3 milijona. No, zdaj pa tako, 45 let izkušenj s kratico GTI ne pomeni sam ogromen enega znanja, ampak tudi ful veliko odgovornost. Če ti poznaš njegovo bit in njegov namen, pol dobro veš, da je Golf GTI vedno bil ene vrste kompromis, ampak jaz trdim, da zelo dober, ker konec koncev, če ne bi bil, je pa se jih menda ne bi toliko prodali. Ok, zdaj pa končno čez njegovo obliko. Takoj ti je jasen, da je Golf 8 GTI dosti bolj agresiven, sploh spredi od njegovih običajnih bratov. Za začetek imamo tukaj na spodnjem delu tako imenovano honeycomb structure. So kar ogromne, veš, tole praktično moja cela roka gre noter. Ta druga stvar, ki jo boš opazil, vidiš, sem jih moral prižgati, so pa njegove meglenke razporejene v obliki črke X. Pa znak poklona ta prvemu, pa praktično vsem ostalim, tale rdeča črta, ki se začne tukaj, vidiš, na robu žarometa in potem skoraj neprekinjeno, ker tukaj pri logotipu je malo pauze, vleče čist na drugo stran avtomobila in se tukaj tudi zaključi. Hvala so posebej za GTI oblikovali tudi stale platišča, sam si ustvar mnenja, ali so ti všeč ali ti niso. Ko prijemo do zadka, sta mi pa dve stvari zelo všeč. Ta prva je centralna namestitev črk GTI, takole pod logotip se mi zdi, da zgleda zelo lično. Ta druga pa dve izpušni cevi. In veš, kaj mi je všeč? Da sta tako puristično preprosti, ko prije do oblike. In ta design feature, vidiš, sem vedel, da bom tukaj na parkplacu najdel 1.7, ko GTI je, ko prije do izpušnih cevi, prenešen iz prejšnje na to generacijo. V tipičnem Volkswagenovem stilu mi je všeč tudi to, da je Golf, tudi če je GTI, še kar understated. Da se ne meče ven z raznimi dodatki, ki so drugače praktično samoumevno povezani z drugimi hot hatchi. Nima klasičnega difuzorja. Vidiš? Zelo je, dajmo reči temu, uglajen. In ta uglajenost je pravzaprav prisotna povsod. Bomo šli kmalu tudi v kabino. Ampak ne pa uglajenosti enačiti s počasnostjo, ker je ta avto bistveno hitrejši, kot je bil. No, pri kabini je pa tako. Verjetno bi bilo hecen, če ne bi bila ta prva stvar, ki jo izpostavim, sprednja sedeža. Ok, malo zaradi oblike. Jasno je videti, da sta prilagojena športnemu vozniku oziroma športni vožnji. Vzglavnika sta integrirana, predvsem pa karo vzorc. Čista klasika, značilnost GTI-ja že od prve generacije naprej. A veš, da ti peleš ta vzorc od prve pa do 8. generacije, da ne jebeš sistema, to se mi zdi vrhunsko. Pa še ena stvar je, ki spominja na izvernika. A veš, kakšno prestavno ročico je imel Golf enka? Ja, Golf kuglo, kaj pa ti misliš? Le, tukaj imaš fotko. Tukaj noter Golf kugle ni, ampak je pa en detaljček, ki pa na to spominja. Lej. Poglej, če si pogledaš prestavno ročico mal od bliže, boš ta detalj zagledal na njeni hrbtni strani. Evo, bližji skoraj ne morem. Dobro zgleda, ne? Pa če se strinjamo v drugi vrsti, pa kuvor se sploh ne bomo posvečali, zato ker o tem sem govoril že pri testu navadnega Golfa, konec koncev je pa to GTI. Tukaj nas vsem zanimajo druge reči. Ok, zdaj pa da vidimo. Za moj hrbet veš, ne, da je kar zajeten kos mesa, pa imam občutek, da je sedež dovolj prostoren zame. Za položaj za volanom tudi nam zgubljal besed, zato ker pač vem, da je odličen, ne zato, ker je to Golf GTI, ampak zato, ker je to pač Volkswagen, enako velja za Audi, Seat pa tako naprej. Te stvari pač štimajo. Moj pogled je
zelo športen. Tudi zato, ker, glej, ti pokažem merilnike. Evo, zelo športno navdahnjena digitalna instrumentna plošča. Ful mi je všeč, da so vrtljaji na sredini. To, kaj se prikazuje pa na levi ali pa na desni strani, si pa valjda lahko prilagajaš. Drugače pa bistvenih razlik v primerjavi z običajnim golfom ni, kar se upravljanja tiče. Lej, to zgodbo smo že predelali, pojdi si pogledati moj test golfa, če jo želiš še enkrat videti. Tukaj so 3 črke GTI, kaj pa drugega. Pa tudi tepihi vidiš, imajo rdeče šive, stopalke so aluminijaste. Zdaj pa caj, da se grem jaz malo zapeljati, zato ker o vozni dinamiki so imeli pa Volkswagenovi inženirji res zelo veliko zapovedati. Tako zelo pogumni so bili, predvsem, ko pride do res športne vožnje, pa do časov, ki jih lahko dosežeš na dirkališču. Predvsem pa tukaj so bili pa najbolj pogumni, so bojda ful zmanjšali podkrmarjenje. A vidim, da nas peljajo na avtocesto. But I don't care about the top speed. I care about corners. Corners, ja! Enač, če grem pa lahko na ful, bom šel pa na ful. Oja, lepo naberam. 160, 170, 180, 190, 200. Dobro gre, stari. No super, pa malo podeželja, da se pomirimo. Zdaj pa tako, preden najdem kakšen resen ovink, moram pohvaliti podvozje, zato ker dejansko, pa sem zdaj vozil po ene 2 cestah, ki sta pa še kar zmahane, take bolj slovenske. A vidiš, ko je poflikana cesta? In tudi, ko sem dal na športen program, avto ostaja zmerno čvrst, ne pa ekstremno. Avto res dobro blaži. Volkswagen je poudaril, da so povečali ta razpon oziroma razliko med različnimi voznimi programi. Če imaš na sport, potem si lahko hiter. Če pa vse izklopiš, ja pol pa vse zna biti, se to so priznali, malo bolj zabaven, ker takrat pa lahko plešeš z avtomobilom, kakor hočeš. Ker ti enkrat ESP do konca izklopiš, potem ti nič več ne pomaga. Čak, stari, je tole ovink. Ojojojoj. Ok, en ovink. Pa sem čutil razliko. Še en bo zdaj, čak se malo, da pridem do njega. Mora stopu zavoj. Ojojojoj. Ej, to je res drugač. To je res drugač. Dobro, da se ne bom narobe razumel. Volkswagen iz Golfa GTI ni naredil Mazda MX-5. Ampak to, kar sem čutil ravnokar ob vstopu v razmeroma hiter zavoj, se zelo sklada s tem, o čemer so razlagali inženirji kakšno urco nazaj. A veš, ne samo, da so elektronsko krmiljeni blažilniki zdaj odzivnejši. Orang so recimo posodobili kontrolno enoto, ki regulira oziroma preverja stanje pod kolesi po 200krat na sekundo. Baje so ogromen časa posvetili tudi kinematiki, vzmetenja pa vodenja koles. Na splošno je avto bolj čvrst, to sploh velja za zadnje blažilnike. Pa ne samo to, rekalibrirali so tudi elektronsko krmilno špero. In vse to, kar sem opisal, mal pa pomal vpliva tudi na to, da nos tega avtomobila manj sil iz ovinka, ko vanj ga vstopiš. To pa vsi vemo, da je bila rak rana GTI-ja 7, pa še kakšnega pred njim. A imam prav? GTI farerji, povejte, vedno je bila prisotna tista tendenca siljenja sprednjega dela iz zavoja, kar ni prijetno, ko voziš hiter. Predvsem pa je to nekaj, kar so imeli bistveno bolj poštimani tekmeci. Zato sem pa prej v ovinku rekel, hej, čak malo. In zdaj pride moment, ki ti rečeš, pa dober, a se res da z elektronko narediti takšno optimizacijo, da je v ovinku čutiti toliko veliko razliko. Lej, zdaj imam pa jaz zate en video. In v tem videu boš videl čist navadnega Golfa 8. generacije, pa čist navadnega Golfa 7. generacije. Oba dva bosta šla voziti med količki in razliko, ki jo boš videl med avtomobiloma, v tem primeru bo bistveno hitrejša 8, gre pripisati izključno prilagoditvam v elektronki. See now in the shadowing, Mark 8, Mark 7, that the Mark 7 is doing much wider angles compared to the Mark 8, and as you can see, can be very, very close to the cones now. Car is really, really precise. No, si videl, si ne mislil, ne? Ok, pojmo naprej. No, zdaj je na vrsti pa motor. Prav zanima, če da v Volkswagen kakšno fancy plastiko gor. Aha, nič posebenega, to je treba priznati. Drugače pa, kar gledaš, je vrh že znanega 2-litrskega turbobencinarja. Tale ima oznako EA888 Evo 4. Coinov je 245, to kar proizvedenki performance pri 7 GTI. Ampak a veš, v čem je fora? Zmogljivost ostaja enaka, navora je za 370 Nm in praktično ves navor je na voljo že od Jurija 700, če se ne motim, pa vse do 6 Jurjev 200. Ampak fora je pa v tem, da ta motor kljub enaki zmogljivosti zdaj manj ponuca, oziroma je bolj ekonomičen. Kupeni stvari
stvari so naredili, da se lahko zdaj s tem hvalijo. Med drugim so povečali tlak vbrizga goriva iz 200 na 350 barov. Pa če že govorimo o pogonskem sklopu, tudi DSG je malo hitrejši. Ok, zdaj pa cajt ne za en cold start, ampak toliko, da slišiš malo, kakšen je zvok. Inženirji pravijo, da niso nič naredili, da bi kabino preplavil umeten zvok. So pa tukaj le spredi, pod vetrobransko steklo, naštimarjene zvočne aktuatorje, ki povečajo vibracije v vetrobranskem steklu, pa tudi v karoseriji. In te vibracije so za organski zvok, ki že tako pride z motorja, kaj ne vrste poživilo. To se pravi, zvok ni umeten, ampak je pa umetno pojačan. Štekaš? Ok, zdaj se moram pa jaz odpeljati počasi nazaj. Vmes bom pa spregovoril še o akciji na pisti. Poglej, Volkswagen je rekel, da so na 3,3 km stezo dal GTI-ja 7. pa 8. generacije. Čaj, zdaj se moram pa ustaviti, ker to ti moram pa vseeno obraz povedati. A veš, o čem je fora? Na stezi dolgi 3,3 km so naredili 4 sekunde razlike. Stanovi so peljali 204,8, sta starim pa 208,7. Kdor se vsaj malo spozna na hitro vožnjo po dirkališču, pol ve, da je to res big deal. Kako so pa to dosegli? Jaz z vsemi stvarmi, ki sem jih jaz prej opisal. In velik del tega uspeha gre pripisati tudi temu, da zdaj lahko zavoj zagrabiš bistveno bolj agresivno. No, pri vsem tem govoru o tem, koliko je GTI hiter na stezi, pa ne me narobe razumeti. GTI ni tako ekstremen, kot dajmo reči Renault Megane RS ali pa Hyundai i30N. Vseeno je generalno gledano in praktično v vseh pogledih dosti bolj umirjen. No, zdaj pa, ko bom avto parkiral, boš počasi videl, v katero smer bomo šli. A ti je že jasen? Stari, dejansko se bo to zgodilo. Jaz enke sploh še nikoli nisem peljal. Kaj šele GTI-ja? Prej sem govoril o prestavni ročici, ne? Odkot izvira tisti vzorc, ki je original. Evo ti ga na. A veš, kaj jaz rečem golf žogca, ne? Pol to tudi mislim. A če sem kaj razburjen, kva misliš? Hvala, da sem. Dajmo ga prižgati. A slišiš ti to štimo? Avto je starejši kot jaz, stari. Dajmo se peljati. Stari, obrne se pa, kada je smart. Mislim, v primerjavi s novim golfom. Stari, za tehnične podatke, kle imam list z njimi, ne rabim gledati, to vem pa na pamet že v zmeri. 1,6 litrski bencinski, valjda atmosferski motor, konjno 110, končna 182, avto tehta dobrih 800 kg, vse skup nič. Evo, še kako lepo odzivan, klime ni, zunaj je 30 stopinj, od mene dol teče, ampak mi je tako vseeno. Noro, stari. Sej ni nobene primerjave med izvirnim hot hatchom pa tem, kar hot hatch pomeni danes. Ampak vidiš pa, da je gola osnova primerna za razvoj naprej, da je motor odziven, da se avto nagiba, ampak ej, prav lušten ga čutiš. Zdaj pa, če smo probali enko, ne, zakaj pa ne bi še dvojke? Tudi tukaj valjda poslušamo, ne, kako se bo oglasil. Okay. Stari, pa preden ga vžgem, ne znam ti povedati, kakšen blast from the past je zagledati te lučke, ko utripajo preden avto zaženeš. Meni se zdi, da kada je bilo včeraj, ko sem jih gledal v našem golfu, ki se je vedno Ati usedel za volan, pa je rekel, počakaj na lučke. Pa smo počakali, pa smo ga pa zalaufali. Taka nostalgija me grab zdaj, da si predstavljati ne moreš. Ok, dajmo ga zalaufati. Kakšna je pa že razlika med enko pa dvojko? Že ko primaš volan v roke, koliko debelejši je, koliko bolj, koliko volani, ki jih poznamo danes, izvolite, po feelingu, ki ga držiš v roki. Noro, pa menjalnik je nenormalno lep šteče. Sam se vidi, da je Volkswagen pri dvojki, nam rekel, da je malo popustil, ampak golf žogce ni več, dobro vzorč je še malo ličil, všeč mi je tale značka 16V. Avto je bil tudi že bistveno težji, enka je bil 810 kg, ta je pa tono pa 10, 200 kg več, to ni malo. Motor je bil 1,8 litrski, konjev ni bilo grozno več, 129, 130. Končna hitrost je bila 200 na uro, to je bil hud mejnik, neštevcem je 260, veš, kaj je bilo to za nas mulce? Da si na avto videl 260, si rekel, pa kaka raketa. Jo, v redu, stari. Zvok pa ima, hej.
Kako je fajn, stari. Kako je fajn, no. Pa še za nazaj čez tunel. Ja, ja. Upside, inside out, living la vida loca. Zmeri doživljaj, sine. Ta avto je pa že tako malo huliganski, veš? Ni prisrčno poskočen, ampak je že malo tak. Peter, come on,